Mogoče na mesto, da v tem trenutku povemo, kakšno je trenutno stanje, kar se tiče zaščitne opreme, kar se tiče dogajanja v Krški občini. Najprej bi seveda podal apel vsem gledalcem, poslušalcem, da naj se pač držijo navodil, ki jih slišijo vsak dan po radiju, po televiziji in jih podajajo uradne inštitucije. Namreč bistvo je v preventivi, kajti zdravil za to bolezen v tem trenutku še ni in zato je edina rešitev preventiva, ki pa se izvaja na tak način, kot je v različnih medijih tudi podano. Kar se pa tiče naših ukrepov v občini Krško, lahko rečem, da skrbimo za različna področja. Najprej bi mogoče naslovil za tiste občane v stiski. Odprli smo 2 telefonske številke, in sicer ena 070 585 803, to je pri Centru za socialno delo, in pa pri Rdečem križu 041 730 192. Na teh 2 telefonskih številkah lahko ljudje dobijo različne informacije, predvsem pa bolj pomoč, če so slučajno zaradi teh dogajanj v stiski. Kar se tiče hrane in prehrane za tiste, ki opravljajo službo v okviru zaščite in reševanja, in pa seveda tudi ostalih, ki bi zainteresirani, smo v okviru Osnovne šole Jurija Dalmatina organizirali kuhanje, tako da je ta kuhinja dodatna kapaciteta, ki omogoča do 1000 obrokov na dan, tako da lahko rečem, da je to pripravljeno. Seveda v tem trenutku še ni potrebe, da bi se aktivirala kuhinja, vendar pa je že v polni pripravljenosti. Kar se tiče zaščitne opreme, lahko rečem, da Krško deli usodo z ostalo Slovenijo, namreč zaščitne opreme akutno primanjkuje. Nekaj malega opreme smo uspeli zagotoviti iz štaba civilne zaščite, območnega štaba civilne zaščite, vendar večjih količin pa ni in še ta oprema, ki je na voljo samo tistim, ki so neposredno vezani na zaščito in reševanje, predvsem zdravstvu, pa tudi ostalim službam, ki so kakorkoli na tem področju aktivne. Seveda pričakujemo, da bo ta oprema prišla v naslednjih dneh, tako kot obljublja vlada, Ministrstvo za obrambo. V tem primeru bomo seveda tudi upoštevali prioriteto delitve, to pomeni najprej zdravstvo, potem pa javne službe in vsi ostali. Kar se tiče staršev, ki nimajo organiziranega varstva, predvsem govorim za starše, ki delajo v sistemu zaščite in reševanja, lahko rečem, da smo uspeli pridobiti cirka 50 prostovoljcev, in sicer so to v glavnem delavci vzgojno-varstvenih inštitucij, ki so pripravljeni nuditi varstvo v manjših skupinah oziroma posameznikom. Tudi zato, interes za to je odprta številka, in sicer 070 585 803, to je ista številka, kot sem že prej omenil, se pravi pri Centru za socialno delo, tam se prijavijo in potem lahko tudi to organiziramo. Omenil bi še prepoved uporabe igrišč, namreč vsa igrišča, otroška igrišča so označena primerno, tako da je jasno vidno, da je prepovedana uporaba teh igral, vendar pa ni odveč, če to še enkrat omenimo in povemo. Skratka, zaključil bi s mislijo, da če res ni potrebno, potem vam svetujem, da ostanete doma. Glede na to, da je v zadnjih dneh, v zadnjem tednu kar precej pritiska na trgovine, bi priporočil, da se pač ustrezno organizirate in ne po nepotrebno ne obremenjujete trgovin, trgovcev, se pravi delavcev v trgovinah, ki tudi sedaj mogoče nosijo še večji del bremena okrog same oskrbe prebivalstva z osnovnimi živili. Še mogoče ena številka, ki smo jo odprli, in sicer je to številka za splošne informacije, tako da te pa lahko dobijo na številki 49 81 329, in sicer je to občinski štab za civilno zaščito. Lahko pa pošljejo vprašanje tudi na mail, in sicer je mail oscz.krsko@krsko.si. To bi bilo pravzaprav tudi vse. Še enkrat bi se želel zahvaliti vsem, ki delujejo v tem sistemu, v tej krizi in seveda, da jim ne bi zmanjkalo moči.